Pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem podkastu se bomo posvetili zgodovini, pa ne samo kot šolskemu predmetu, ampak zgodovini, ki oblikuje naš pogled na preteklost in prihodnost. Kako se zgodovina poučuje danes? Ja, se je kaj spremenila? O tem bom govorila z magistro Jelko Mirando Razpotnik, dolgoletno učiteljico zgodovine, avtorico številnih učbenikov in delovnih zvezkov ter aktivno članico Evropskih združenj učiteljev zgodovine. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Kako se poučevanje zgodovine vrši danes in kako se je v preteklosti? Jaz mislim, da starejše, predvsem generacije, imajo to v spominu, ko so hodili v šolo in je pač učitelj stal pred katedrom in je, recimo, vsej moja izkušnja je taka in je nekaj narekoval in smo pisali, učbeniki so bili takrat črno-beli pa zelo neprivlačni in potem smo se dejansko tisto naučili na pamet, vse, kar je bilo napisano, neki podatki, v resnici je šlo za podatke, osebe, letnice, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo. Tega v bistvu zdaj moram reči, tudi širom po Evropi, ker lahko govorim tudi z te perspektive, pa tudi pri nas v bistvu ni več. Tukaj je na velik preskok, to je zdaj že desetletja nazaj, ko se je ta pouk v bistvu začel najprej uvajati delo z viri, kot mi rečemo, torej nekaj preberemo, neko pričevanje in se pogovarjamo o tem. Več je seveda pogovora, to je absolutno, tudi spraševanje po mnenjih, recimo, kaj ti misliš, kako si do tega, recimo, ugotovitve prišel. Potem tudi beremo, recimo, te vire, ali je to res, ali je to zanesljiv podatek ali ne, zakaj dvomiš, odkje ti ta ideja, kako bi ti to preveril. Zelo več se da možnosti v bistvu tudi razmišljanja, učencem, potem pa tudi raziskovanja. To so taki v bistvu, jaz ne bi rekla, mogoče neki mini projektki, ki jih lahko narediš v 1 uri, morda samo v 2-3 urah, zastaviš neko raziskovalno vprašanje, iz tega potem, zakaj se je nekaj zgodilo, kako se je nekaj zgodilo, potem pa ti skozi, recimo, sekvence enih parih ur, obdeluješ to temo, zato da na koncu dejansko učenci lahko odgovorijo na to vprašanje. Skozi te, nekaj ti podaš snovi, nekaj pa oni raziskujejo. Za materiali ali pa recimo s tem, kar jim ti daš v roke. Bodi si, da govorimo zdaj o nekem zemljevidu, bodi si govorimo o sliki, bodi si, da govorimo o nekih pisnih virih. Ta kombinacija različnih možnosti je. Zelo veliko, je pa tudi, recimo, v Angliji imajo to zelo veliko igre vlog, oni imajo že kot majhni, recimo, dramo, oni imajo prav predmet drama, in zaigrajo, zelo radi igrajo srednji vek, in se oblačijo tiste oblačila, pa so graščaki, pa so pač podložniki, tako da, bom rekla, primerno stopnji, kako se da. Je pa drugače zgodovina meni izredno zanimiva, kreativna, zelo je lahko kreativna, marsikaj se da tukaj, mogoče ne na tisti tradicionalni način, nikakor pa ne samo predavanje, pač te različne možnosti, ki jih daje in jih je ogromno, Dobro, danes so pa itak še računalniki, tako da je ogromno možnosti. Omenili ste dramo. Drama je lahko res tudi zgodovina, ki se je treba naučiti zelo veliko podatkov. Učitelj zgodovine mora biti kar kreativen, da predstavi neka zgodovinska dejstva, ki takšna pač so, na način, da te mlade generacije, ki ste rekli, živijo seveda drugačno življenje, kot svega, na primer midve, da jih vse navdušijo za zgodovino. Ja, mora biti, ampak zdaj je tako, učitelj seveda ima neko znanje, neko razgledanost, recimo temu, Zdaj eni berejo pač bolj digitalno, eni berejo, bom rekla, pač tiskana gradiva, eni spremljajo še kaj drugega. Možnosti je ogromno danes, z računalnikom oziroma internetom imaš dostop do vsega. Drugo je pa seveda vedno to, kako učenci to sprejemajo. Ti seveda moraš pripraviti neke zadeve, Ti moraš najprej organizirati uro, potem moraš ti vedeti v bistvu, kaj je tvoj cilj. Učitelj je tisti, ki ve, kaj je cilj. Učenci ne vedo, Ampak jaz mislim, da tudi za njih to ni tako pomembno. Pomembno pa ti kot učitelj veš, kaj bi rad in da se prilagodiš učencem. Ker zdaj eni imajo rad eni način, drug recimo postopek ali metodo, recimo obliko. Ti moraš pa narediti nek miks, en zelo dober miks v bistvu teh različnih zadev. Zdaj, če so ure ves čas enake, saj vedno je pogovor, vedno je tudi nekaj poveš, nekaj zapišemo, jasno, da je. Ampak če to ves čas enako, potem je malo dolgočasno. In zato je v bistvu tukaj en cel kup nabor različnih metod, oblika, ki jih kombiniraš.
Tukaj pa pride potem zdaj ta kreativnost učitelja do izraza, ne? Kako bo on kombiniral, bomo zdaj dali skupinsko delo, bomo dali to v pare, bomo zdaj nekaj raziskovali, bomo to raziskovali preko računalnika, morda bomo šli v knjižnico za to uro, ne? Ali to, kar je zdaj zelo, a ne, bomo šli ven na teren, a ne, v muzeje ali karkoli, ne, pogledati neko ulico v nekem starejšem mestu. Zelo veliko možnosti je, a ne, in v bistvu učitelj mora zdaj samo narediti neko kombinacijo teh priložnosti, ki so itak že tam. A ne? In tukaj pa njegova kreativnost. A ne? Res pa, da enim leži nekaj ena varianta, drugim nek drug način, ampak vedno se da neko kombinacijo narediti. No? Vedno. Po vaših izkušnjah imajo učenci v večini radi zgodovino? Ja in ne. Zanimivo je, a ne, mi smo nekaj let, je to zdaj že res veliko let, no, smo delali neko širšo raziskavo, bila je v bistvu del ene evropske raziskave, in tam se je ravno to merilo, ali imajo učenci radi zgodovino. Bili so nekaj vprašalniki, ki smo jih takrat, mislim, smo imeli kar 100-200 odgovor, zelo visok vzorec za nas, a ne, in tam se je dejansko izkazalo tako, mislim, sem nek članek pisala na to temo, da je vedno tako, 1/3 je takih, ki ne mara, 1/3 je takih, ki so navdušeni. In potem imaš neko sredino, ki jo lahko ti kot učitelj v resnici potegneš na eno ali drugo stran. A ne? Zaprav, vedno se to nekako tako razdeli. In zdaj je v resnici res tako, da je učitelj tisti, ki je ključen pri tem. A ne? Tako kot sem rekla, a ne, s temi različnimi oblikami, ki jih posreduje, potem kako zastavi uro. Recimo jaz zelo zagovarjam to key questions, rečejo Angleži, a ne, to vprašanje, ne, ključno vprašanje, s katerim ti začne. Se pravi, mi smo zdaj raziskovalci, gremo v to uro, bomo iskali odgovor na to naše vprašanje, ne, in to zdaj pač traja, pač različni postopki so. Zdaj, je učitelj tukaj dejansko ključen, ne. Druga zadeva je pa, da mi dostikrat pozabljamo, ne, ko smo zgodovinarji, ko recimo oni imajo predmet zgodovino v 6. razredu. Ampak to ni prvič, da se srečajo z zgodovino. Večina pozablja, da oni imajo že od 1. razreda naprej spoznavanje okolja, potem imajo družbo, kjer oni že naredijo prve korake v zgodovino. Sicer ne, bom rekla, ne tako na visoki ravni, predvsem lokalno, a ne okoli sebe, v svojem okolju, ampak vendarle so neki nastavki. A ne? Potem imate pa osnovnošolsko zgodovino 4 leta in na koncu, ko pa zaključi osnovno šolo, pa ima že nek odnos do predmeta zgodovina. Že ima. In potem, ko pride v srednjo šolo, a ne, ali gimnazijo, pa že vidi zelo jasno, ali mu je to všeč, ali mu ni všeč, ampak kot sem rekla, ena skupina pa je, ki so tam na sredini. In je od mene kot učitelja odvisno, a jih lahko jaz potegnem, v to bom rekla, da bodo imeli radi zgodovino. A ne? Se vam zdi, da je za učitelje nekoč ali pa danes težje ali lažje poučevati? Pa jaz niti ne, jaz nisem toliko zelo težje, lažje. Ne. Seveda je bilo včasih drugače zagotovo. A ne. Pač včasih so tam sedeli na mir, a ne, pa so mogli biti tih, pa disciplina je bila nad vsem, a ne, pa ti so se mogli na pamet naučiti, memorirati. Danes je seveda drug pristop. Otroci v osnovi so še vedno enaki, so radovedni. To pozabljamo, se mi zdi prevečkrat. Saj njih potegne, a ne? Ampak ti moraš v bistvu vedeti, na kak način jih potegniti. Ne? Pač danes gledaš nek kviz, recimo, ne? Ali pa neko igrico, pa neko animacijo. Tega včasih ni bilo, so bili pač drugačni, a ne materiali, drugačna sredstva na voljo. Kljub temu pa jaz vedno pravim, da se še vedno da, a ne, jih potegniti, a ne, narediti zadevo drugače, ne? Da vidijo, da je nekaj zanimivega, a ne. Res pa je, da seveda to ni to, da sediš pa poslušaš, ne? Ampak da si ti not aktiven v uri. A ne? Ti si soudeleženec v tej uri, ne samo poslušalec. Ti aktivno nekaj delaš. Zdaj, ali tam nekaj pišeš, ne, nekaj prebereš, si zapišeš svoje ugotovitve, mogoče v nižjih razredih nekaj pobarvamo oziroma nekaj narišemo, naprimer, a ne. Ampak ti moraš prej nekaj o tem vedeti, se pravi, moraš nekaj raziskovati, a ne, pač primerno starosti, a ne. Seveda v višjih nivojih, a ne, recimo gimnazija je pa sposobnost toliko višja, pa pač beremo tudi bolj zahtevnejša dela, a ne, jih potem analiziramo. Ampak se da, jaz mislim, jaz ne obupujem na tem, ne, jaz mislim tudi ogromno kolegoma, ki so zelo pozitivni, a ne, koliko se da dejansko z otroci narediti in je res, da se da, a ne, se moraš pa ti pripraviti. Sigurno. Verjetno se da veliko narediti tudi s šolskimi gradivi. Zdaj
poznamo različne metode, didaktične pripomočke, razvoj je šel noro naprej tudi na področju šolskih gradiv. Na kakšen način se lotevate? Priprava v bistvu je predvsem ideja vedno. A ne? Ideja, seveda imaš ti pred sabo neko obvezno, recimo predpisano gradivo, kot je učni načrt. A ne? To je pač pri nas potrebno, tudi zato, ker je potem gradivo potrjeno, a ne učbeniki. Ampak znotraj teh okvirov v resnici je pa tvoja ideja. A ne? In je v bistvu tvoje, bom rekla, ne samo znanje, ampak tudi tvoja ideja, kako bi ti speljal to uro, kako bi ti kot učitelj recimo predelal neko snov, neko temo. A ne? In zato, jaz sem že rekla, jaz sem pred 20 leti prva v bistvu uvedla to key question, torej to vprašanje raziskovalno na začetku. Ne? Pa sem tudi to dodala k podpoglavju, recimo. A ne? Potem se mi je zdelo takrat nekaj zelo tazga aktualizacija. To mi ves čas poudarjamo. Pri pouku zgodovine poglejmo aktualno, ker s tem res potem povezujemo, poglejte, zgodovina je povezana z današnjim časom. A ne? In s temi aktualnimi dogodki to direktno lahko pokažemo. Ne? In recimo smo to potem uvedli noter. Ne? Potem se mi je zdelo v nekem obdobju, kaj pa če bi izpostavili nekatere, rečemo temu, velike ljudi, pa smo to izpostavljali. Ne? Potem je tudi samo po sebi prišlo potem tudi recimo vprašanja, ki so v gradivih. So lahko povsem na nizkem nivoju, pač neke reprodukcije znanja, lahko so pa bolj, bom rekla, v smislu razmišljanja, torej vprašanje zakaj, kako. Ne? V bistvu jaz to lahko vse gradivo dam, ampak moram jaz najprej vedeti, kaj bi jaz rada, v katero smer bi rada, da recimo se odvija ta pouk zgodovine, ali pa kaj želim, da recimo in učitelj in učenec recimo odnesete od te vsebine. Ali pa recimo želim nek dogodek zelo poudariti in mu dam recimo več prostora v gradivu. Ali meni recimo zanimivo, tole bi bilo pa mogoče dobro, da razmišljajo v to smer, pa dam potem nek recimo zemljevid, ki malo nakaže v katero smer. Vedno so neke smernice, ampak ti imaš vedno nek manevrski prostor, ki ga lahko izkoristiš, da recimo svoje ideje noter podaš. Koliko odgovornosti čutite, ko pripravljate gradiva? Veliko. Jaz mislim, da je to izredno odgovorno delo, ker navsezadnje toliko in toliko učencem to pride v roke, in to preberejo, seveda in učitelji. Učitelji v bistvu potem jim pomaga malo razdeliti recimo gradivo, bom rekla samo vsebino, ki je, kako bi oni razdelali, da bi pač skozi šolsko leto neko vsebino obdelali. Predvsem so pa tu učenci. In dostikrat v bistvu zdaj vedno več premišljam tudi o starših, ker vem, da se učenci učijo starši, in potem oni prebirajo in se še oni kaj novega naučijo. In potem oni javijo, da je tam kakšna napaka, ker so starši to odkrili. Mislim, je velika odgovornost. Zato jaz vsekakor zagovarjam to, da tudi priprava nekega gradiva je dolgotrajen proces. To ni od danes do jutri. In druga stvar je, da avtorji gradiv vendarle morajo imeti kar nekaj znanja. Ni zdaj dovolj samo, da pač bom rekla poučuješ, ampak moraš kar veliko stvari vedeti, se jih tudi zavedati. Pač postaviš neko vprašanje, kaj želiš ti s tem doseči, da pač ni tam zaradi okraska, ampak da ima nek pomen vse, kar je tam noter. Od začetka do konca, v bistvu do zadnje strani v gradivu, vse ima nek svoj pomen in namen. Ali kdaj, ko naredite kakšno gradivo, ga date v preizkus svojim otrokom, mogoče kakšnim sorodnikom, vas malo stisne, ko listajo po vašem učbeniku? Stisne ne, dajem pa. Ja, dajem pa jih prosim, ne vem, doma, ali pa ne čakam, pa tako naprej, pa prosim, vi mi to meni pogledali, kaj se vam zdi, Pa se pa tudi recimo tako zmenimo, enkrat sem dala, mi je nečakaj narisala eno risbico, pa sem jo dala v učbenik, pa se je zdelo tako zelo dobro, njena risbica, pa fino je šla zraven, ali pa ne vem, si nekaj narisal, pa smo dali noter, in se mu je to tako zdelo fino. Ja, seveda preizkušamo, to imam jaz zelo rada, in to zelo potem pa prosim, kakšne prijatelje, bi vaši malo pogledali, pa kaj se vam zdi. Mi sicer imamo tudi recimo tako navado, da damo učbenike v evalvacijo tudi učiteljem,
a ne. Ampak vedno bolj pa je tudi to, da dajemo učencem, ne. Recimo en učbenik sem pripravljala, smo pač s kolegicami se zmenile, ker so mi pomagale, a ne, pri tem gradivu, da so v razredu preizkusile že prej, a ne. In potem smo tudi te učence, smo jim v bistvu neke ankete dali in smo dobili zanimive odgovore, ne. Še to manjka, pa še tisto manjka. Nekdo je celo neko napako našel, tako da zelo rada. Ja, jaz imam to zelo rada. Publika, tako, njime namenjeno. Ja, tako. Kako pa učitelji sprejmejo nova gradiva, vas kdaj pokličejo, vam rečejo, zakaj si pa dala to noter, kje pa je neka druga tema, ali bolj dobrohotno sprejemajo? Mislim, moja izkušnja je bolj dobrohotna, no. Je pa res, a ne, da kadar še vedno, no, kadar sem dobila kakšen mail, a ne, kakšno sporočilo, sem potem pogledala, smo odgovorili, tudi dostikrat sem se s kom dobila, a ne, sploh kakšen, ki je bil zelo kritičen, ker me je res zanimalo, a ne, kaj je v bistvu njegov pogled, da vidim, bi se dali tukaj kaj približati, a ne. Ker jaz zelo rada poslušam druge ljudi, no, kaj imajo za povedati, a ne, ker učbenik je pač moja ideja oziroma avtorji, a ne, skupaj naredimo, jaz seveda kot urednik to pač pripravim koncept, potem je pa vendarle odvisno od učitelja, a ga bodo sprejeli ali ne, a ne. In seveda jaz mislim, da si vsak avtor, vsak urednik želi, da bi bil to njegovo gradivo sprejeto. A ne, zdaj včasih je, včasih ni. In zdaj, če ni uspešno, jaz mislim, da je prav, da potem raziščeš, a ne. Ja, kje ti nisi razumel, a ne, mogoče, kje si ti razumel stvari drugače, kot jih pa vendarle večina, no. Tako da jaz imam zelo pozitivne izkušnje, no. Dejansko se zdajle niti ene take negativne ne spomnim. Tudi če je bilo karkoli, pač sem vzela na znanje, a ne, in sem pač razumela, v redu, pač človek ima tako mnenje, a ne, tako stališče, tako je. Držati se seveda morate učnega načrta, ki ga seveda 100% upoštevate, ampak ali imate potem možnost dodati kakšne stvari zraven, ki se pa vam zdijo pomembne, pa mogoče niso del učnega načrta, ampak je neka tema, človek, ki se vam ga zdi vredno omeniti in ga dati v gradivo? Načeloma se držimo učnega načrta, ker je že tam zelo veliko. Okay. Tudi včasih so potem kakšne pripombe, to gre pa preko, ne, pa niso ponavadi tisti, ki to ocenjujejo, ne, pregledujejo strokovno, zelo zadovoljni. Jaz mislim, da je boljše narediti drugo stvar, da se držiš te vsebine, ker itak je vedno preveč vsebine, ne. Ti imaš 70 ur, recimo, ne, in imaš to vse za obdelati, ne. Potem pa učence nekaj zanima in se ustaviš. Ne boš rekel, joj, nimamo časa, gremo naprej, a ne. Se ene stvari skrajšaš, ampak če je res interes, a ne, je pa škoda, jaz mislim, da ne izkoristiti tega interesa. Se pa da potem razmisliti mogoče v kakšnih rubrikah, v kakšnih zadevah, a ne, da nekaj dodaš. To sem pa že delala in je zelo dobro izpadlo, a ne. Pač ni bila navadna, recimo, vsebina, oblikovano ali pa pripravljeno tako kot druge enote, ampak na nek drug način. To se pa da in to je super, to vam je zelo rada, ker je malo drugače, ne. Sploh zdaj recimo učbenik, največja težava, recimo izziv, bom tako bolj pravilno rekla, je, ti imaš v razredu učence, ki so zelo sposobni, a ne, dobri bralci, ogromno že vedo, a ne. Imaš neko povprečje, ki je, bom rekla, po številu največje, temu rečemo tipičen učenec, ne, tak izraz se uporablja, ali pa imaš tiste, ki pa imajo res težavo prebrati pol tistega, jim je že preveč, ne. Se pravi, ti imaš pa na voljo eno gradivo. To je v bistvu največji izziv pri učbeniku, ne. Kako boš ti naredil gradivo, ki bo za vse uporabno, da bo vsak ga lahko vzel v roke, ne. In tukaj jaz vidim največji izziv, a ne, kako zadeve na ta način narediti, da bo res sprejemljiv, da ga bo vsak z veseljem vzel v roke. Ker namreč jaz vedno stojim na stališču že leta, da v bistvu mora biti učbenik pomoč učitelju. Se pravi, učbenik, ko ga učenec zagleda, ga mora z veseljem vzeti v roke. Ne? Ker to že malo pomagam jaz učitelju. Bo že nekaj odprl, bo že nekaj noter pogledal. To je že veliko, ne. Pa smo pa še naprej tisto, da ga bo res uporabljal, ne. Sej eno je, da ga uporabljajo pri pouku. Seveda, a ne, nekaj preberejo, recimo so viri, odgovorijo na vprašanja, pogledajo kakšne zemljevide, a ne. Drugo je pa, a bo sploh še kdaj to odprl, ne. Mi pač vemo, da zelo veliko se učbenik uporablja, ko se pripravlja na spraševanje, ko se pripravljajo na teste, pisno, ne, a ne, ocenjevanje, takrat absolutno ga potrebujejo, ne.
Ampak spet, ali ga res odprejo vsi, a ne? Ali ga bo še kdaj odprl? A ne? Zdaj, jaz res vidim učbenik, no, ali pa katerokoli gradivo, bom rekla tako, kot pomoč učitelju. Ne? Kot tista pomoč, ki ga podpira pri tem, da učenci vendarle imajo zgodovino raje. Ne? Ali obstaja mogoče kakšno vedenje o tem, katere teme v zgodovini so učencem, dijakom najbolj všeč? Ja, to v bistvu raziskave so, pa tudi recimo, mi smo že zelo velikokrat spraševali, a ne, učitelje, in seveda so potem recimo te prve civilizacije, Egipčani, recimo Rimljani, ne, Grki, pa tiste grške, ne vem, zgodbe, ne, legende, ki so znane. Te teme so zelo, a ne, potem pa v 20. stoletju, pa recimo kakšna geografska odkritja, ki je šel Kolumb v Ameriko, ne, kako se je tja odpravljal. Ali pa recimo potem 20. stoletje pa vojne, ne, oziroma predvsem druga, ne, prva, druga, to je fantom, recimo, to je fantovska tema, res. In oni vejo vse tipe letal, tipe tankov, ne, ki jih še jaz, recimo, ne vem, počitala, ne. Ampak to jih zanima, a ne. In te teme, recimo, to vemo, da jih zelo zanima, no, zadnjič sem zvedela, da celo je prazgodovina, da jih zelo zanima zadnje čase. So neke take teme, ki so klasične, no, in ki kar že leta in leta so zanimive, ne. Na drugi strani vemo, da so teme, ki so nezanimive. Ki so, ampak so nujne. So nujne, ker se učijo na črtu, so nujne tudi zaradi razumevanja ene večje širine, neke večjega pregleda. Katere pa so takšne teme? Teme so zelo, bom rekla tako, ne bom rekla, niso težke, no. Ja. Ne obstaja težka tema, ne, ker zdaj se objavi nek izraz težke teme. Težkih tem ni, a ne. Ampak recimo 19. stoletje, predvsem politično. Ne, je bilo razgibano. Osmi razred, tretji letnik v gimnaziji, a ne, je 19. stoletje, sploh kakšen političen narodni razvoj Slovencev je grozna tema za marsikoga, a ne. Kako to približati? Največji izziv je tukaj, kako nekomu približam, ki itak nikoli ni slišal o političnih strankah, tam se pa učiš o prvih političnih strankah, pa sploh ne razume, kaj je politična stranka, ne. Zdaj, tukaj je en cel kup stvari, ki jih moraš ti prej razumeti, ne. Kakšno je poznavanje, na splošno vedenje nekega učenca, ko ti gradivo za njega pripravljaš. Kaj on razume, kaj pa ne. In recimo, kar se tega tiče zadnja desetletja, 20 let, izrazito upadlo to poznavanje tudi terminov, na primer, ne. Mi zdaj že dolgo ne uporabljamo kakšnih težkih tujk v gradivih, to je šlo vse ven, a ne. Besedila so poenostavljena, ne. Besede, ki so se nam zdele včasih samo po sebi, ne vem, obrt, ne vem, zadnjič mi je kdo rekel obrt, da se to več ne razume, ne. Zdaj, treba je ves čas slediti dejansko učencu. Ja, seveda. V tem je smisel, ne? Ja. Koliko vam pri vašem delu pomagajo vaše evropske izkušnje? Jaz sem bila skoraj 10 let, no, ker je obdobje, a ne, v bistvu v tej Evropski zvezi učitelj zgodovine. Saj smo tudi veliko konferenc naredili, seminarjev tukaj v Sloveniji, mi smo bili zelo veliko na evropskih konferencah. Meni je to ogromno dalo. Tudi zato, ker vidiš en cel kup, kaj se dogaja po Evropi, pri drugih narodih, so neke, recimo, metode, oblike, ki so se itak prinesle od drugod, a ne, niso zrasle tukaj pri nas. In tudi ta izmenjava izkušenj, a ne, meni je ogromno to dalo, no, jaz sem tukaj res izredno napredovala, tudi tako bom rekla, ne, strokovno, ker sem vendar bila na toliko in tolikih teh predavanjih, vse na koncu v bistvu sem tudi jaz imela en cel kup delavnic za druge, a ne, kolege. In tudi to, te stiki z učitelji, v bistvu ti si tam, a ne, na teh konferencah, kjer pridejo iz cele Evrope, a ne, in se pogovarjaš, in se družiš, a ne, kako pa vi to delate, pri nas je pa to tako, a ne. In to je neprecenljivo, no. To jaz vedno podpiram, tako da bi svetovala še komu, no, bi res priporočala, no, da je čim več tega. So evropski učbeniki verjetno na istem nivoju kot slovenski? Ja, so, ne, saj v bistvu, ko sem jaz 20 let, zdaj bo letos 20 let minilo, odkar je bil moj prvi učbenik, v bistvu se je delal nastajal ravno iz teh izkušenj, ki sem jih jaz pač pridobila, ko sem leta in leta, a ne, sodelovala v teh evropskih izmenjavah, konferencah. Meni je pač zelo blizu anglosaški model, oziroma njihovi učbeniki,
tudi kar nekaj teh avtorjev, ki so tam priznani, poznam in smo se pač dogovarjali, so mi kaj svetovali, tako da to mi je bilo zelo čast, da sem jih poznala. Mi, v bistvu, naš nivo učbenikov je evropski, no, mi nismo popolnoma tukaj nad zadaj in dejansko imamo zelo dobro, bom rekla, visok standard učbenikov, no. Ne govorim samo oblikovno, govorim tudi vsebinsko, didaktično, Tudi nivo znanja, ki ga imajo učenci, je verjetno evropsko primerljiv. Glejte, je primerljiv, je pa res, da se učni načrti razlikujejo, pač vedno so del tudi nacionalne zgodovine, tukaj je razlika. Razlika v učnih načrtih je tudi v odprtosti, mi nekoč smo imeli precej bolj zaprte. Meni osebno je zelo všeč angleški pa skandinavski, ki je izrazito odprt učni načrt, in učitelj res pušča praktično proste roke, kako bo kaj, pa kaj bo obdelal. Pri nas je zdaj to neka mešanica, tudi predvsem ta nov učni načrt je vse ene stvari bolj odprl, ampak še vedno so pač neki standardi, ki ti določajo, kaj vendarle moraš, na koncu doseči z učenci. Tako da tukaj ni neke razlike, no, je zelo, mislim, nismo niti ne zadnji, ne sprejeti, pač plavamo tako kot vsi drugi, v tem svetu. V zlati sredini. Ja. Kaj pa bodo novi učni načrti prinesli za pouk zgodovine? Jaz mislim, da za večino niti ne nekih sprememb, ker to, vse, kar sem imela možnost, je videti zdaj, je v bistvu tako, da so udejanili, no, ali pa recimo zapisali to, kar se je itak pri pouku že dogajalo, tako kot sem prej omenila, različne metode, oblike, aktivnosti, to so učitelji že vse delali, to ni novost, nikakor ni novost, Mogoče je nekatere presenetilo to, da je zdaj učni načrt malenkost bolj odprt, cilji so bolj široko zastavljeni in to je tisto, kar prideš potem k avtonomiji učitelja, da učitelj sam, si določi, kaj bo obdelal, so pa res standardi tisti, ki potem malo bolj zožijo zadeve, ti malo bolj pokažejo, v katero smer moraš nekaj obdelati, Drugače pa ne vidim neke, mislim, vse jaz ne, no, moram reči, en cel kup teh stvari, ki se jih zdaj konkretno priporoča v didaktičnih priporočilih, ki so dodatek, večina učiteljev je to že delala, so neke stvari tukaj, ker se jaz spomnim 20 let nazaj, da sem jaz to že vse delala v razredu, pa tudi moji kolegi, Tako da z tega stališča ni neka, mogoče bolj to, da je res napisal tisto, kar se je itak že dogajalo v razredu, Predvsem to izdelava raznih izdelkov, aktivnosti, ampak to ni novost, to je že prej obstajalo. Kako pa je vam šla zgodovina v šoli? Jaz sem imela zelo rada, mogoče niti ne v osnovni šoli, tam sem bila bolj navdušena nad geografijo, sem razmišljala bolj o geografiji. V srednji šoli sem pa pač na gimnaziji imela učiteljico, ki je imela seveda ex katedra, narekovala, mi smo pisali, se učili, tisto na pamet, ampak ne vem, kljub temu sem se pa odločila za zgodovino. No, tako da pa vidim, da je bila kar prava odločitev. Gotovo je bila. Najlepša hvala. Hvala lepa, hvala. Hvala za pogovor o zgodovini, ki je nedvomno orodje razumevanja sedanjosti in prihodnosti. Nasvidenje.